Ljudje in ljudje ne poslušate 116. epizodo podcasta Obod podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, osumljeni barabi iz osamosvojitvenih dni, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat znova z gostjo, ki je z nami prvič. To je Urška Bračko, avtorica knjižnega bloga Book knjiga, ljubiteljica žanra in naša redna poslušalka. Urška, živijo? Živijo. Kako si? V redu. V redu? Ja. Tudi te ni nad strah? Mal. Čakaj, a je to tvoj prvi podcast, pa ni, ne? A si že bila gostja, kdaj, kje? Bila sem na Radio Prvi, 7. stran, če to šteje. Pa ja, Ni recimo, podcast. amateri proti nam, Ja. ampak tam nekje. No. Danes bomo znova izkoristili priložnost in se pogovarjali o slovenski seriji, pravzaprav nekako dveh slovenskih miniserijah, čeprav gre v resnici za drugo sezono. Vem, sliši se zelo konfuzno, ampak govorimo seveda o seriji RTV Slovenije Jezero 2, oziroma Leninov park in Dolina rož, vsaka po 3 epizode, posnete so bile po drugem in tretjem primeru inšpektorja Birse izpod peresa pisatelja Tadeja Goloba. Na RTV Slovenije 1 smo si jo lahko ogledali od 9. januarja do 13. februarja, zdaj jih pa najdete v novi pretočni ponudbi, plačljivi domnevam, ne vem, kje točno zdaj je. Urška pravi, da je včeraj hotela pogledati dvojko, pa je več ni našla. Mogoče je že zginila vmes, skratka, poiščite si, če ne pa počakajte ponovitev. Če serije še niste pogledali in ne bi želeli, da vam jo pokvarimo, si jo seveda najprej pogledajte in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, ampak vrnite se. Če pa serije niti ne boste gledali, bi pa se kakšno urico kratkočasili, pa vas vabimo, da prisedete v ladjico, ki bo krenila na pot po Ljubljanici, kjer boste, še preden boste karkoli naredili, prejeli dovelo kuverto polno gotovine. Res, pridite. Maestro, eno s harmonikami. Okay. Skratka, mi smo nazaj, vi ste nazaj, vsi smo nazaj, dokler smo še. Birsa je nazaj, tako tudi on je nazaj in ljudje ga razumejo, ljudje so pohvalili, da ga razumejo, tako da tokrat nimate nobenega izgovora, da tudi vi ne bi poslušali naše epizode. O prvi sezoni serije oziroma o Jezeru, zdaj jaz ne vem, kako to govoriti o tem, a je to so zdaj 3 sezone že ali vse en, ampak o Jezeru smo posneli 40 epizodo z režiserjem Matevžem Luzarjem, ki je tudi režiser Doline rož, skratka druge miniserije. Če niste prve sezone, jaz upam, da ste gledali prvo sezono, sicer pa je zelo malo ljudi, ki ni gledalo prve sezone, pa tudi zdaj teh druge sezone, ampak ponovimo samo stalno postavo serije. To so seveda Sebastian Cavazza igra Tarasa Birso. Sebastiana Cavazza se najbrž spomnite iz vsake druge reklame, ali pa z naše male klinike, ali pa z Idile, recimo, ali pa Senke nad Balkanom. Ali pa kot prvega slovenskega reperja. Ali pa tudi kot prvega slovenskega reperja. V gledališki predstavi Hamlet Packard, ki je bil rap napisan in on je prvi rap v slovenščini izvedel na odru Mladinskega. Ja, mislim, da je bilo tako. Okay. Ja. Zgodovinski človek. Tako. Človek. Še kaj, Igor, še kakšno vlogo tako v kakšnem žanru? Ne, ampak enkrat sva stala drug ob drugem za šankom in sem višji. To je sjajno vedeti. Skratka, potem je Nika Rozman igra Tino Lanc, tudi Nika je igrala Vidili, pa zdaj je v Presici slabšalni izraz za žensko, ki se ta mesec končno odpre. Pejte ljudje gledati to, ker je super film. Pa Nika je v otroški oddaji Krompir in je super oddaja. In če imate otroke, dajte jih posediti soboto pred TV, pa jim dajte to zagledati, ker se še lahko naučijo, pa ona in sovoditelj Nik Škrlec sta super. Tako, pa lahko zraven še olupijo malo krompirja. Dajmo jih hitro naučiti. Skratka, potem sta še Matej Puc kot Zoran Ostarc in Gregor Čušin kot Pavle Brajc, pa Jana Zupančič kot Alenka Birsa, skratka žena inšpektorja Birse.
In jaz mislim, da bomo kar počasi prišli na Leninov park. Scenarij je po knjižni predlogi Tadeja Goloba, kot smo omenili, delali so ga Matej Šluzar, Miha Hočevar, Srdžan Koljevič, režiral je Klemen Dvornik. Jaz sem si tudi tole poiskal, da so vsi trije deli povprečju zabeležili 13% rating, se pravi 249 gledalcev in 26% delež vseh gledalcev, ki so v tistem trenutku gledali televizijo. Vsaj minuto katerekoli 3 epizod, to mi je tako ful smešno, ampak vsaj minuto, pa si je ogledalo 576 tisoč ljudi različnih let, od starejših od 4 leta. Toliko pozno, kaj na sporedu, upam, da res že spijo vsi 4 letni. Jaz bi si tudi verjel. In pa sinopsis za Leninov park bom kar prebral, ker je tako sestavljen z občutkom na RTV Slovenija. Sredi vročega poletja se v središču Ljubljane zgodi umor brezdomke. Vsaj toliko kot njena smrt vznemirja dejstvo, da se je umor zgodil v parku tik ob generalni policijski upravi. Poleg Tarasovega in Tininega razmerja pa se od dogajanja v Bohinjskem jezeru vlečejo tudi zamere zaradi Tarasovega ravnanja z razvajenim sinom Plivneža, zato šef Drvarič namesto Tarasu dodeli vodenje primera Tini. Začetek preiskave ni najbolj obetaven, saj nihče od stanovalcev v parku ni zaznal nič nenavadnega, čeprav iz vseh stanovanj okna gledajo na park. Pa vendar kriminalistična preiskava razkrije, da nekdo med njimi le ni bil najbolj iskren. Tako. Skratka, Leninov park igra še Radko Polič, Silva Čušin, Marjana Brecel, Blaž Dolenci, Nejc, Cijan Garlati, še te povemo, pa še kup nekih režiserjev se pojavi v stranskih vlogah. Leto dni po jezeru smo skratka dobili nadaljevanje. Urška, kot veš, ker nas redno poslušaš, veš, da imajo gosti vedno prednost. Skratka, prišla je prva serija. Kako se je tebi zdela pač nova sezona, kaj si mislil ob ogledu prvega dela, prvih 3 delov? A ti je, najprej, koliko ti je bila sploh všeč prva sezona, ti je bila druga, zdaj se pravi, govorimo seveda o Leninovem parku, enako všeč kot Jezero, bolj, manj? Jaz sem v bistvu 3 besede za vse 3 epizode, mislim, serije. Se pravi, v bistvu Jezero je bil tako, ok, pa je bil Leninov park, je bil tako, meh. Pa je pa pač Rožna dolina tako, wow. Tako da, Dolina Rož, oprosti. Ja, vidiš, to smo zdaj spet, Dolina Rož. Zdaj sem te zavedel, zdaj bo pa vsi se motili v tem. Aha, se pravi, čeprav sem razumel, Leninov park ti ni bil toliko všeč. A pa očitno še manj kot Jezero. Ja, še manj kot Jezero. V bistvu, rekla bi mogoče tudi zaradi tega, ker smo vsi pri Jezeru pričakovali, da bo pač, wow, to je zdaj naša prva serija, kriminalka, končno smo nekaj tajzga dobili. In pa odvisno spet od človeka, če sem imel previsoka pričakovanja, te je mogoče malo nazaj ruknili, če sem imel preniska, te je bilo v redu. Tako da, ker smo bi pa tega vsi že navajeni od Jezera, pa po moje, da smo vsi malo znižali ta pričakovanja in pol pa Leninov parku nismo pričakovali, da bo pa zdaj to nek tak bum. Aha. In pač tebi skratka ni bil bum? Ne, Leninov park ne. Leninov park ne? Ne. Okay, kaj je bilo tisto, kar ti je najbolj ti ni bilo všeč? Ne vem, jaz bi rekla ta dinamika igralcev, ker nekako ne začutiš tega, da so oni sploh na setu, recimo, ali pa da so tle nekim zgodbi, vse se mi zdi tako preveč sestavljeno skupaj. Kar pač seksualne energije med Lančevo in Birso nisi čutila. Ne, sploh ne. Pač meni se zdi, da ima on več povezanosti v tej seriji z ženo, kot pa s Tino, čeprav je ona nova sveža ljubica. Tako da. Ok. Skratka, Igor, Mito, kako je vama zdaj po jezeru prijal Leninov park? Glede na to, da se motimo pri teh, kaj če rečemo, kar bohinjsko, Argentinc pa Rožna dolina. Super, kako ti je bil skratka Argentinc proti Bohinjcu najprej? V bistvu tista scena dost bolj, kot je rekla, približno sterilna. Meni je bilo Jezero bolj všeč. In tole je malo bolj sterilno, malo bolj prisiljene so bile scene, ker je bilo treba štorijo hitreje skozi spraviti. Ni bilo cajta za to, da Brejc pa Ostrc posedata malo, ne Brejc, pa da malo
hengajo, kar je tisto, kar daje čar vsemu skupaj. Plus, meni se zdi ful dobra ideja, da imaš neonacije, ki se opečajo na kripto trading. To se mi zdi dve obnoxious stvari, ki jih ta svet ne potrebuje, skupaj dani in en od drugega, ne? Ampak, glej, no, moraš pa tudi malo se potruditi s tem, kako te like prikažeš. Tale kripto biznismen je bil res ono, ne, mislim, lahko bi bil bolj over the top, lahko bi bil bolj nekak straight and narrow, ampak je bil tu nekje vmes, nič od nič. Neonaci pa ti je bil dovolj. Neonaci so pa bili disaster. Mislim, tale Ignac je bil... On bil najboljši. Samo on je bil najboljši v vseh tam. Plus so imeli bojda prave nacije, ki so igrali one nacije, niso bili glih prepričljivi. Toliko naših nacij. Tebi je bil prepričljiv. Ja, dobro, no to že. Edino, kar mi je res bilo, pa je sicer bilo že tako malo highlightano, tist, ki ima Brights infarkt, tisto je bilo zelo v redu narejeno. Ni bilo nepričakovano čist, ker so hintali na to, ampak je bilo v redu, naenkrat je nekaj se vse zgodilo. Ker to, da nekdo nas fotografira, gremo ga prefukati na streho, je pač, Ja. A ja, tle ena zanimivost v knjigi, Taras tega fotografa prisil, da poje spominsko kartico. Wow. Pove, da to ne uniči spominska kartica. Ja, si je pol razmišljal, kaj se s to spominsko kartico zgodi, ampak ni dognal tega do konca. Mislim, da noben od nas ni prebral knjige, razen tebe. A je tam tudi naci in kriptovalute? Ali je to posodobljeno? Naci je, pa tudi kriptovalute so. Ampak se ne spomnim, kako je to povezano. Mislim, da ni. Ker dosti se še osredotočajo na neke grafite in pa imajo tam še enega sliko pleskarja z upeta, ki ga tlej tak sploh ni, ker pač se ni pomemben za zgodbo toliko. Ja. Ampak... Kako pa je bilo tebi nasploh v primerjavi s knjigo, recimo? Serija pa knjiga? Mislim, da so šli kar dobro v to, kar so pač dal ven, je bilo čisto v redu, da so dal ven, ker pač ne bi imeli prostora. Zanimivo je to, da spet nimamo Maje, ki je Osterčeva žena, ne? Ja. Čeprav pol bi sem da v tretjem ali v drugem delu nekaj on v tretjem pol navrže. A ja, se Osterc mora pa Maj. Noben ne ve, kdo je Maja, da je to njegova žena. Tako da, pa tle gre sta Maja pa Brights na potovanje v Budimpešto, ker se on zelo veseli popivanja, ampak pa nima priložnosti, da to naredi. No, mi bo škoda tega potovanja, da bi vse avtobus vzel pa posnel to v gor. Okay. Mito, kako je bilo tebi? Ja, zelo podobno, kot pač vsi tu zdaj skupaj sestavljate. Pač, v bistvu tudi meni je jezero v bistvu še najboljši. Po looku, po feelingu, v bistvu napram teh dveh zdajšnjih mi je boljši vibe. Jaz sicer nisem stručko ne za krimiče, ne za noir. Mislim, da tle se sploh ne bi mogel več pogovarjati o noirju, ker ni nobenega tega videa za me. Ne? Všeč mi je, da so šli na neko, čeprav tega ne razumem najbolj, na neko anamorfno fotografijo, deluje full profi, pa filmsko, pa tako naprej, čeprav anamorfna fotografija se bolj v bistvu pritiče bolj fantazijskim scenam, nerealnim, je odmik od realizma in tako naprej, ampak zato mi je sta te dve zadnji, Leninov in Dolina rož, malo zmedeni po videzu sodeč. Niti ne po zgodbi, zgodba se mi zdi čisto A do B, no. Medtem ko pač, Dolina rož mi je boljša po zapletu, pa po igri, medtem ko Leninov pa zraven Ignaca, se tudi nisem mogel zadrževati. Smeha, kako ne rečem. Ne. Pač, tako da, meni vseeno je ta prva, jezero še najbolj drži. No, jaz tudi moram reči, da se strinjam, jaz bom zdaj, pustimo še zaenkrat Dolino rož ob strani, ampak primerjava jezero pa Leninov park, predvsem se pač pozna te tri deli, sam 3 epizode, pozna pa se namreč točno v tem, kar je Igor pač omenil, ko imaš ti detektiva, ki ga imaš 1 sezono, 2 sezone, 3 sezone, pač ko glediš to, te pač mora potegniti tudi on, njegov life in tako. In tukaj pač mi v jezeru smo pač imeli Tarasa doma, Tarasa ženo, gleda film, imeli smo pač te družinske scene, mi smo ostali tu noter, pa je pač zelo na hiter to, sem zmetan, glejte, tudi mi imamo neke svoje življenja, nasploh pač tako, tudi mogli so se res lotevati takih
smešnih klišejev, no, pač, da začnemo s tem, da vidimo kose oblačila, kako sta se pač slekla v tistem strasti, ker vsi to poznamo, ko človek pozvoni pri tebi in si padeta v objem in se slečeta do posle in tako, pač to je res tako, v real life se to ful dogaja. V filmih še pogosteje. Skratka, te stvari, ampak načeloma ful je malo ta njun odnos, pač fotografije, pa se sploh nič ne vprašata, veš, ni da bi Tina zdaj v paniko padla, jaz imam fanta doma, tle pa zdaj tip fotka, Alenka pač skriva te fotke do konca v resnici in pol v pikniku pride sicer do nekega soočenja ali pa nekaj tako, ampak v resnici še bolj, kar me je zmotilo, o tem bi mogoče pol, ampak kontinuiteta, ne? Potem pa gremo na Dolino rož, kjer pa zdaj smo pozabili na to, da sta ona dva varala. Jaz sem tako razumel, pa se ne strinjam s tem, ampak kot, ne vem, life se je zgodil in gremo dalje, vsi smo zdaj pač. In žena ne nama pač postane čist pač minoren karakter, ki je bila v prvi sezoni zelo pomembna. Ne? In to je tisto, ne? 3 epizode so malo premalo. Še ena stvar je ful problem v jezeru, so oni uspeli prikazati ta mraz, pa to naravo. Ne? Tukaj pa vsake toliko kdo meni, da je vroče. Nimaš nobenega občutka, da je komu dejansko vroče. Tudi oni, ko jamra, da je vroče, je tak ful oblečen. Če bi se slekel, bi verjel, pa če bi bil malo prešvican. Ne, Švica je samo pri laufanju. Pa brajč. Ampak na začetku, tam, ko si menijo čistko je umor, pa preizkujejo, hodijo okrog parka, so vsi ful preč oblečeni. Pa glede na to, da vem, da so to snemali poleti, kaj jim je bilo? Ne, to absolutno, to sem tudi jaz opazil. Hkrati pa to, kar si ti Mito rekel s to kamero, ker ta vročina nekako zgleda malo pač tako, kot da je pač malo fantazijska, pač je res, kot da je vroče v mestu. Ampak pač, tako kot Igor rekel, pač liki se ne obnašajo tako, kot da je blazno vroče. Ne, mislim, tako en razkol je med sliko pa med zgodbo ali pa temo ali pa vibom, ki ga želi v bistvu serija predati, vsaj jaz sem tako čutil. No? Tudi z veseljem bi se pogovoril, mislim, bi mogoče vprašal fotografa ali pa režiserja, zakaj so vertikale tako poševno, ker vem, da to zna biti problem pri anamorfni fotografiji, ker me je metal ven iz... Mislim, vse mene, no? Kot vizualca me je metal ven zakaj v bolnici, naprimer, kjer je kamera na stativu, pa so v bistvu vertikale odzad poševno. Jaz sem študiral, potem sploh nisem več poslušal, sem samo študiral, zakaj je poševno. Ker so imeli ene par takih, ki je bilo prizor zelo, tako bi jaz rekel, art fotografija na nek način, ampak... Vse lepo. Veš, ta pastelna paleta, poletno, to je vse šlo skozi, ne? Samo serijo pa ni imelo, samo zgodbo ni imelo dost veze, ne? In to je bilo pač malo tako. Zdaj pač, pustimo malo tudi tako, da meni je bilo všeč, od začetka sem še celo nekomu hvalil, gledaj, vse po ulicah, ko grejo po pravih ulicah, pa pridejo po Ljubljani, prav? Sem pa imaš ono sceno na Metelkovi, kjer tip parkira na drugi strani Metelkove, kot je klub, čeprav je klub ob cesti in se sprehodi čez celo Metelkovo v največji vročini, spet vroče je, ampak on je v črnem in ima črno čelado gor in tam ustreli noter dvakrat neki in pol. Čeprav ne. Meni je bila ta geografija čisto jasna. On parkira z motorjem. Ampak zakaj bi šel tako daleč? Zakaj ne bi parkiral tam pri onem vhodu iz Maserikove? Zato, ker je on, ne vem, cool guy, ki se hladnokrvno sprehoda. Ne vem. Mislim, geografsko štima, samo smisla nima. Zdaj, če pač sklepamo, da je nacij takrat, pa vemo, da naciji niso najbolj brig. Pač nacizem nima smisla. Malo je imelo pač to fore, da pač ono kaj hotel preusmeriti pozornost, da je v resnici hate crime stran od umora in je pač se hotel pokazati. To, ki to razumem, to mora tudi nekje biti not povedano. Jaz sem tudi razumel, veš, to kot neko ono Corleone foro, veš, kao, vstani se pa počasi fukam pištolo, kao neka ta fora. Ta prizor je trajal. Cel komad je trajal, Ko videospot je pol izpadlo. Točno to je izpadlo, še posebej tako, ko videospot, ker not imamo to totalno nerealno, kdorkoli je bil kdaj v Tiffanyju, pač prvič muska ne štima, pač to, pustimo to. Ampak potem pa še tudi tako, a veš, pač ti
malo karikature, no, ven priletijo. In Res? vsi letijo. Se ti je zdelo? Vsi mahajo tako zelo izraženo. Če so že bili naci karikature, a misliš, da je pol fair, da pač geji niso. Geji ne bi bili, ne? Hkrati pa več vsi letijo v smeri strelov. No? To je pač meni tako. Če od tebe nekdo... Kam pa češ? Ven zbajte. Skušaš se not skritati pa nekaj. Ne, če on strela v noč skozi okno, ti greš ven. Ja, Se on je že stran hodil. Ja, on je že mimo stran. nje. Ja, dobro, ampak to nisem vedel. Ful se mu ni mudil, sploh. Ja, pa ful se mu sploh ni model, pač gremo pač nazaj. Ja, mogo se sprehoditi do motorja. Nov komat si dal gor na spodaj. Ja. Še ustavo se je pa, da playlist upravlja. Ja. Tako da pač ene take stvari so mi bile vseeno mal tako, no, nerealistične, ali kako bi človek rekel, ampak drugače pa tako spet, suma sumarum, ne, pa pač meni je bilo vseeno zanimivo. In pač, kolikor sem tudi slišal, ne dosti ljudi, ki tudi je prebralo knjigo, pove, da je pač Lenin Park pač najšibkejša med vsemi Golobovimi knjigami in da je tudi veliko materijala res bilo za stran vreč, ne? Ja. No, mislim, dosta uspešno so že pri jezeru krajšati določene stvari. Recimo Taras ima 2 hčerki, ki sta basically identični. Obe imata tipe iz Avstrije in tam študirata in obe se z istimi stvarmi ukvarjata in je tak, res, zakaj bi imel pol 2 v filmu in plačeval še eno, zato da je kopija one, ki pač basically isto govori, ne? Ja. Tako da, ja. No, pa oba imate tipa z Avstrije, pa tako, to hoče Golob nekaj povedati. Ne, obe pač ste šli gor študirati in ste si najdli tipe in pač kao beg možganov in to. Sem sto Slovenca. Tu sta Slovenca, tam pa mislim, da... Je Slovenc. Je Slovenc. Ja. Drugače pa 2 pomembna dogodka, ki si rekel, da ti manjka paralenki, ne? Ja. Alenka se takrat, ko dobi te fotografije v knjigi, napije. In jo Taras išče po celi Ljubljani, pa jo pa najdejo pojsli grdo rečen mrtvo pijano. Ja. In v njeni torbici pač potegne ven to fotografijo. Aha, on se pravi tako odkrije. Ja, s tem, da ta fotografija je od njih 4, se pravi Brajc, Taras, Ostarc, Tina. In vsi mislijo, da ima Taras pač roko za Tino in pa ugotovijo, da je pa v bistvu od Ostarca, ker ima poročni prstan. Ker Taras pa Alenka pa nista poročena. Tako da to je, v bistvu je to pol izmaže ven v resnici. Ja, ker tle v seriji imamo pa tisto roko, ker zdaj sta ponad v skup, ker po božjo polico, mislim. Ja, mislim, jaz vsake toliko cajte, kakšno neznanko pred Merkatorjem po božjo polico. Mislim. Evo, temu se reče rusko nasilje. No, to se mi je zdel dosti tak velik dogodek, pa drugi je to, da Tina celo knjigo dvomi v Tarasu, ker misli, da je on ustrelil to brezdomko. Zakaj bi pa Taras ustrelil brezdomko? Ker ga ona vidi na posnetku, ko se on sprehod čez ta park, a ja še to, on ima težave z roko, kolmovcem ali nekaj takega, in zato slabo strela, na strelišču je full slab in pa gre čez ta park z vrečko, v kateri ima pištolo, do svojega avta, in ker ga ona vidi na posnetku, skozi dvomi, da je pač mogoče on to celo naredil, ker tam zelo grdo reče, da brezdomci so itak nekaj tako. Niso dobrega sveta, nekaj takega. Ok, to pa... To pa je kar sprememba. Ja, tako da pač ta Tina, ki je tle pač res dosti pomemben člen, pa se pa soočiš z njegovo ženo, ki gre vprašati, če je Taras sposoben to narediti. In tam sta one 2 soočeni in pa Alenka reče, a ti spiš z mojim možem? Ja, to je pa direktno. Ja, čisto. Postal pred dejstvo. In pa ona zanika. Aha, ti pa spiš z njim. Ja. Najprej vpraša, če bi lahko bil, pa vprašaš. No, ampak to je ful, mislim, ker tudi to se mi je zdelo, da Tina je zelo... se trudijo razviti jo v seriji, pa nekako ne gre. In pol na koncu je pač pade... naredi neko neumnost, v bistvu, ki je pač ženske. Ne? Lahko rečeš, njo morajo 3 moški pritrešiti in vse to. Ne? Ja, pa v knjigi jo samo Taras reši. Aha. Pa v notro stanovanju so. Moram pa pohvaliti pač tudi Dvornika, pač treba reči, ta prizor je bil pa super. Meni je bil tudi všeč. Ta strelski obračun, kakorkoli hočemo temu reči, je bilo pa ena boljših akcijskih prizorov v slovenskih serijah, kar sem jaz do zdaj. Ja. Vse meni se samo ni zdelo potrebno, da bi Tina bila tarča, lahko bi kdorkoli drug. Ja, absolutno. Bi lahko Brajca ali pa nekoga pograbo, ne? Ni bilo treba, da je... Ja, jaz sem v bistvu skozi čakala konc serije, kako bojo pol njej naredili to brazgotino. Aha, tam je rani. Ja, v bistvu je krogla v plazi in pa ima ona v prvem na začetku doline Roš, ima pač 5 cm brazgotino in to je zaznamuje. Ona je pa tako traumatizirana. Tega sploh ni. Aha. Ja. To sem malo pogrešala, mogoče, ker si danes imamo že tako dobre maske, kaj je težko narediti 105 cm brazgotino.
Ne vem. Škoda bi bilo Niki pokvariti Ja. za to Veš, da ni zares. Ja, se vem, da je ne bi streljali. Čeprav pri naših maskerih pa če nimajo keša, mogoče pač malo naredijo vinek. Ampak No. Lej, jaz sem bil večkrat že gost na TV Slovenija in moram reči, da so vsi zelo profesionalni. se tudi jaz maski sem bil, in, ja. moram priznati. Okay. Ja, pač mogoče tudi to, pač tudi zaradi tega manjka pač tega prostora, je pač tudi, mislim, da v obeh serijah zelo hitro jasno, kdo je pač morilc. V tele Flenino parku je bilo pač preprosto jasno, zato, ker on nima nobene druge vloge, pač ta lik, ki se pojavi, razen da je pač bo morilc na koncu. No? In ga nikako ne upletejo v redu v samo štorijo, da ti pač ne bi. Neonaci je pa pač preprosto presmešen, da bi bil morilc. No. Lej, če bi pa bil on morilc, bi bil pa res vse sam smešno. No. Ja, no to je bil Lenino park, je kdo še kaj hotel v Lenino parku? Ja, meni je bila všeč scena njunega soočenja na pikniku, ne? Ta pasivna agresija, se mi zdi, da je v bistvu ena od highlightov, no, teh treh delov, no, ker se mi zdi, da je bilo super posneto, lušno, dobro odigrano, prav tako pikrano. Ja, jaz kot strokovnjak za pasivno agresijo. Absolutno. Ma ne, ali A jaz sem opazil drugače tega psa, ki pobegne brajcev, da so ga pol skozi čez vsako epizodo. Ja. To so mi zelo meni je bilo lušno, to prisrčno, taka. Ja, lušno, čeprav. Kaj? Zakaj? Ja, ne, sej na Metelkovi je našel psa v prvi seriji, ne? Ja. Tako da pol pes gre na Metelkovo in potem pač Valjda. je logično, da ga vidiš. Wow. Si glih kar disal mlade. Dolina Rož. Skratka, Dolina Rož je pa scenarij je spet Miha Hočevar, mislim, da smo bili iste Srđan Kolevič in Matevž Luzar, režiser je pa tokrat Matevž Luzar in zgodba oziroma zaplet gre nekako takole. Po slabem razpletu kriminalistične akcije v Leninovem parku se Taras odloči za novo poklicno pot, zasebnega detektiva. Najprej ga najame premožna ljubljanska hči Klara Zupet. Ta želi, da Tara zasleduje novo ženo njenega bogatega očeta, vplivnega podjetnika Zupeta, saj je prepričana, da je z njim samo zaradi koristoljubja. Čeprav Tarasu primer ni pogodu, ga zaradi finančne stiske sprejme. Na prvi pogled neškodljiva naloga postane usodna za Tarasa, saj se zasledovanje zaključi s 3 trupli. Tako se njegove poti kmalu prekrižajo s potmi njegove nekdanje kriminalistične ekipe. Taras postane glavni osumljenec, povspetni in introvertirani Ahlin pa prevzame vlogo glavnega kriminalista. Tako je, skratka, tukaj imamo Ivo Krajnc Bagola in kot Klara pač tale Femme Fatale in pa Saša Tabaković kot Jakob Ahlin prideta pač na novo, potem so še Primož Vrhovec, Ivo Barišić, Maja Primožič, Metod Pevec, ki smo ga prej že pozabili, oziroma je bil že prej, pa Ivo Banke je bil v Jezeru. Pa Blaža Setnika res je pozabil. Ja, veš kaj, nisem, res, ful ma je slabo, pač prvo Lenino park najdeš na IMDb, medtem ko Dolina Rož ni. Okay. Ja. Ne, Blaž je zakon. Skratka, ja, in smo pri drugi, ta se začne nekako z Tarasom na zaslišanju. Tukaj pa, če sem prav razumel, Urška, če sem si prav zapomnil, je bilo skratka wow. Se pravi, tretja serija ti je bila pa najbolj všeč. Ja, meni se zdi, da so naredili en tak napredek od pač prejšnjih dveh. Jaz sem že prej rekel, da se to da se to pozna, ker je drug režiser. Tudi ta menjavanje, kaj je že to, sedanjost, preteklost, je pač tako bolj dinamično naredi vse skupaj, plus to, da imamo Sašo Tabakovića pa Ivo Bagola, ki imata že več izkušenj v filmskem, serijskem igranju, se mi zdi, da vpliva tudi na vse ostale igralce in je to velik plus. Ja. Jaz moram reči, da ta intro je pa najslabši. No. Ptičja kletka, pa to. Jezerom je bil boljši, pa on tudi z motorjem je bil cool. Boljš komand, boljš posneto. Ne vem pravzaprav, zakaj rabijo vsakič novega. Meni v osnovi bi se zdelo vrejo, če bi rekli jezero, tudi ne na zadnje Top of the Lake. Je bilo Top of the Lake season 2, pa je se dogajalo v Sydneyju namesto jezeru. Most je most, čeprav pol se ne dogaja več na mostu. No, ampak špice, zdi se mi vredo, da jih naredijo, ker
nek pač tak art je to, I guess, pa musko dobijo za to posebej, pa vse to, ampak tale je bila malo švohno. Drugače pa vsebina serija pa je bila boljša. Kako se je tebi zdelo, Mito? Se pravi, a tu je spet še ista ta kamera, če sem prav. Ja, v bistvu so povzeli, fotografsko so dost povzeli iz Leninovega parka, s tem, da se mi zdi, da malo več kontrasta noter, ne vem, mogoče samo en tak feeling, ampak fora je tudi, da v bistvu sama tema pa kako je strukturirano, ne, je v bistvu zgrajeno na teh kontrastih, torej privat versus policija, pa preteklost, sedanjost, tarast napram tega novega Ahlina. Ne, viš, te bipolarnosti so bolj izpostavljene, pa mislim, da so potem predvsem v onih scenah, kjer se zaslišuje, ne, to bolj v ospredje pride, medtem ko zunanje scene pa so bolj iste. No, ja, dosti podobne. Meni je bilo boljš glih zaradi strukture. Tako je ta intro z zasliševanjem, ki ima sicer neke, mene tako spomnilo na True Detective, pa tako. Zdi se mi, da so več dali od sebe. No, ne vem, takšen feeling sem pač imel, da niti sama zgodba po sebi ni bila za ne vem kako toliko bolj, da bi se ne vem, več spraševal, kdo je zdaj morilec ali ne, ampak kako ne rečem, ta struktura je bila bolj intrigantna, no, vse zame. No. In to se mi zdi, da. Ja. Jaz moram tudi reči, strinjam se tudi z Urško, da igralci so pač svoje tu naredili. Ne? Iva Krajnc-Bagola je pač izjemna. Sicer je toliko izjemna, da takoj veš, da je ona morilka, ampak je pač izjemna. Zdi se mi tudi malo tako. Prej smo se pogovarjali, mislim, da si ti Mito omenil, da pač, a je to še noir, ne? Recimo drugi ni toliko noir, ta pa ima ta element femme fatale, ki je pač značilen za noir in pač to, da ona osvaja detektiva in da ga zapelje in da je pol seveda detektiv nasrka in je on osumljen in tako, to je vse točka pa točka. Ja. Tudi v drugi Leninovem parku so to znaci skušali, ker je dost v Skandi teh romanih dost običajno, da so kakšni naciji zraven, pa ni tako revrato. Ne, ja, mislim, več je tega, tudi veš ta Private Eye, ne? Se mi zdi, da v bistvu takoj te spomni na res te klasike 40-ih, ja. Ja, samo hkrati pa ne deluje, ne? Ker vseeno se zavedaš, da je v Sloveniji, ker ga ne moreš vzeti ven iz Slovenije in tak. Ja, nasploh je bilo ena bolj smešnih meni, mislim, da bom pač žena enkrat reče, ja, ne bojo vsi primeri umor. Ne, noben primer ne bo umor. Mislim, da je smiselno, zato ker prej ona mu kao reče, zdaj, ko si detektiv, ne bodo primeri več umor, ne, v tem smislu, ker prej pa so bili, ker je pač to bil njegov job, da preiskuje umore. Ja, pa v knjigi pridejo do njega, da preiskuje bolniške. Pa se njemu to ni dal delati, zato mu pa reče, ni bojo vsi primeri umor. Ja. Pa še en primer ima sicer pol za enega upokojenca poišče, ki pride k njemu, upokojenka, žena njegova, ker je zginil, tako da to so vam spustili, ampak se ni to pomembno. Pa kaj pol ugotovi, da je človek se izgubil nekje? Najde ga mrtvega, pa njuni koči nekje od spodaj, tako dol, ker pač je padel. Ja. Mislim, da nima veze za zgodbo, ampak pač ne, bi bilo bolj zanimivo, da bi dodali, da si najdel eno drugo pobegno z njo ali pa kaj takega, ali pa da bi socialno noto dali, bo človek dementen, niso imeli sorodnikov, ki bi skrbeli za njih, ko bi mogli in to. Ja, pa Tara se zdaj SP. Ja, račune izdaja, kot smo videli na koncu. Ja, na koncu se je račun prinesel, čeprav že prej dobo vrečo keta. Ne, pa tudi pozna se mu vedno bolj tečen je. Prav, meni je šel mestoma prav na K, no. Meni je šlo na K grizenje tablet. Ne, to je bilo meni cool, ker je bilo nekaj svežga noga. Kva ti delaš zdaj? Kaj si... Malo sramu stari me vse to. Ja, SP je tam pač sram, je zapustil že dolgo nazaj. Mislim, tako, ker ta fora za SP pa z plačevanjem prispevkov, pa tako naprej, če se že pogovarjamo o nekem alpskem novarju, pol je to del tega zika. Ja, absolutno je mogoče, meni bilo, tudi to mogoče mi je bilo malo, v Jezeru se mi zdelo, da je več slovenskega nota, veš, da je več teh imaš od unih Gorencov, ki pač govorijo, pač pa tako. Te note pa se mi zdi, da je bilo zelo malo, v obeh je bilo dobro, neonaci so zdaj tudi pri nas.
posebnost naša lokalna, ali kako ne temu rečem. Ampak ja, ni pa bilo toliko tega, razen na terasi, da je Marčetič tam, da pač mladi perspektivni režiser streže druge ljudi. To se mi zdi, da je zelo slovensko tudi. Ja. To ste ura dva komentirala, ta pa skozi streže vsaki seriji. Pa vsi pijejo vino že na vse zgodaj zjutraj. Ja, ti ne, to pa je Ljubljana. Emocije, ja. Pa sem to, da veste, Taras je njoke, ne solato. V knjigi. Ja, njoke. Okay. Zakaj se pa šli to spremeniti? To mi pa ni Ne jasno. vem, pač jaz bom tudi grško solato. Ne. Sem gledal, kako ta woke kultura pač se spremeni. Pač človek, ki Kaj je narobe z njoke njoki? jedo, ja. Zdaj pa Ja. kar grška solata. In to sploh ne ni, da bi probali biti, rekli, ta restauracija pa nima njokov, ne Ja. bomo dali tega, ker je kafič, kjer so to posneli, pa sploh nima niti solat, niti Mogoče pa njokov. treba Marčetiča vprašati, če si pač ni mogel zapomniti 2 naročil. Ajoj. Sorry, Luka, res se mal te hecamo. Ja. Ne, no. Ja, no, pač tle se mi zdi, da je bila tudi bolj dinamična, je bila ta druga, karkoli, pač drugi del tega. In pač tudi meni je bil zelo všeč konec. Moram reči, da mi je bil zelo všeč konec, s tem, da ona pač res se izkaže, ko pač Ja. sociopat in ja, mogoče spet tudi konec, tako slovenski, ki pač ve, da ji ne more noben nič. Tako, moram pa sam reči, da prikaz sveta založništva je za Tadeja Goloba, ki bi mogel vedeti te stvari, pač zelo nenavadna. Ja, pač kar neki on vrže full casha, še preden vidi rokopis. Polkrat proda avtorske pravice nekemu, ne ve komu. Mislim, jaz še nisem avtorski prodal s kuvertami, tako da veš, vedno so računi. Pa Ne, še. nekomu moraš podpisati. Ne, Ja, še. Nekako moraš podpisati pogodbo z nekom, Ja, pa imeti tako. en izvod te pogodbe. Tako imeti izvod pogodbe in tam je gor ime človeka. Ja, s katerim to. se to- Ja. Tle je šlo vse na besedo. Ja, to je tudi res. Se včasih gre v slovenskem zelo vse na besedo. Tako da tu noter so mi bile malo tako hecne. No, Kako pa so se vam zdele tale tranzicija scene, udba in vse to? Ne? Prav nenavadno, da lani je vam prišla, zdaj kaj je bila pogodba ali evidenca, ta druga knjiga? Evidenca. Ne? Ja. In, Ne rečemo, mi temu aneks. ja. In je bilo isto, ne? Kučanov klan, basically, samo da noben temu ne Ja, reče. samo lej, tako. to je zelo slovensko, se meni zdi. Ja, vem, ampak a je res? Kva? A slovensko? Ali Kučanov klan. ja. Kaj te jaz vem, ne vem, ga bom vprašal naslednjič, ko ga vidim. ali kaj. Ne vem, jaz sem bolj imel Janšo v mislih, pa njegov preprodajo orožja, pa te stvari. Ne, vseeno deluje bolj na ono stran. Aha. In v pogodbi, in tukaj. Ja, se ti zdi? Ja, v pogodbi prav so od udbe in se ukvarja s preprodajo drog, ne orožja. Kaj pa veš? Ja. Kaj pa veš? Ne, meni je sicer bilo to ok, se mi zdi, da spet, ja, to so pač te slovenski elementi, ki jih moraš imeti noter in je tudi tako, pač se tle so govorice, ki obstajajo, pa pač tako in se na to pač malo nasloniš in je ok, tudi se mi je zdelo pač ful dober, da je pač, ker v začetku pač vsi mislijo, da pač nek umor, ljubosumje, ne vem kaj, pa je pa v resnici knjiga. ja. Zelo, Tako zdi se mi, da je v smislu genius loci, kar je jezero dobro postavil, je pač tlele ta, ne vem, postavljenost prostor in čas osamosvojitve, pa nekaj, kar se mi, mislim, da je to zelo dobro bilo podano skozi, da ga lahko lažje razumemo. Ne? Ker tako zdaj, nacizem v Leningradu je za marsikoga še mlajšega, mogoče to bolj abstraktno, ne? Še posebej, če imaš takega jokerja za nacija. A veš, medtem ko pa to, ko vsi berejo o udbi, pa ne vem, pa non-stop tako imaš revizije naše zgodovine, to pa je sveže, to pa čist genius loci, se meni zdi. No? Ja, pa tako dobro je v zadje postavil, da ni to čista prva točka, ampak vsem pa vod to celotno serijo nekako. Ja, pa tudi v knjigi. No. Ja, pa tako zelo, mislim, fino je bilo narejeno, kot skrivnostno 14. poglavje, v bistvu pa vsi površno berejo 13. poglavje. Ja, tle pač se Tina končno pač ima neko boljšo vlogo in pač prebere knjigo do konca. Ja. Tako da, drage Tle imamo poslušalke, drugačen poslušalci, twist. treba je prebrati knjigo do Kaj? konca. No, imamo tle drugačen twist. Ja. Tega, kar ni v seriji. Kaj pa? Povej, povej. Pač v bistvu je ta, kako je že ime? Tina? Tina, ne Tina. Alenka. Ne, ta, ki mori. A ja, Bagola. O, Klara. Klara. Ja, Klara.
tem zadnjem poglavju piše, kako je bila ona zelo pasja v otroštvu, pasja, nesramna, karkoli. V bistvu ona Tarosu enkrat pojamra, da je njen oče ubil mačka, ki je prišel pač v njihovo hišo, stanovanje, in ona je bila na tega mačka zelo navezana. In on je imel doma skozi te puške, pa je kar malo streljal tam te živali ali karkoli. Ona je imela pa pač tega kanarčka. Ne? In ta kanarček je umrl, ker ga je maček napadel. V bistvu je pa tle twist, da je bila ona malo bolj in je pol tega mačka ustrelila. In so oni iz tega pol zvedali, da je v bistvu ona ta psihopat. Tako da to je čisti twist, ki ga sploh ni v seriji. Ampak je tudi tako pač še kar hecen. No. Tak namik je bil pol, v bistvu, da je ona vse to organizirala. Če meni v seriji to super, no, se mi zdi pač tako, točno ta twist. Vse so dobro naredili. Iščeš eno poglavje, imaš pa v rokah. Vse so dobro naredili. Tako da to se mi je zdelo čist ok. Sem pa mogoče malo pogrešal tudi malo več nekega realizma, nekje, kaj pa se mi zdi, da ne vem. To, da šef policije pride pa reče, ta računalnik bom pa jaz zdaj odnesel, pa to med nami ostane. Ja, čeprav, tako bom rekel, meni se pa to zdi, glede na to, koliko zdaj non-stop požiramo, policija je koruptivna, pa ne vem, kaj vse levo desno, da pač zelo paše na to predstavo, ki jo imamo. Se ne rečem, da je, ampak ne bo direktor policije osebno prišel tega reči, nekoga bo poslal, da bi to naredil, da bi se to nekje na poti izgubilo. To, da direktor policije pride, je pa to, da imaš ti samo 3 dele, pa moraš pokazati, da on to naredi, brez da pokažeš še 3 korake vmes. In je stupid. Razumem. Samo skušam gledati v nekem širšem smislu teh zadnjih 3 delih, oziroma v Dolini Rož, kako je bila policija prikazana. Ne? Torej imaš direktorja, pa imaš pa glavnega kriminalista, ne tale, ko je že... še en višji od njega. Drvarič. Ja, ker tudi non-stop neki mižika tam kao leče, boš ti mene popraskal, jaz tebe popraskal, pa tako te fore. Pa tudi, kako se v bistvu ta novi kriminalist v bistvu kot antagonist nastopi proti uveljavljenim rutinam, torej proti rutinam, ki jih imajo. Ne? Ker naprimer tudi ta forenzičen del je bil meni zelo zanimiv, a je bila klima vklopljena ali sklopljena, a ti sploh veš, kva je bilo prej, a je bilo rigor mortis. Veš, take fore, ki se mi zdijo, da je v bistvu del vsega tega žanra, ne? Ampak da je bil tlele zelo lepo noter upeljan. To je dosti velik point tudi v knjigi glede to s klimo, ker dolg časa naj ugotovijo, ne, da je pač. Ja, tako, ker napram prejšnjih 2 se mi zdi, da bo to dosti bolj zato glih toliko bolj ven skoči, ko se on tam pojavi, pa reče, da ti meni računalnik. Ja, okej. Ker drugače mislim, Saša Tabaković je bil meni zelo je subtilen, zelo je pač tako. Pa meni je bil pač všeč ta dinamika, po kateri imaš ti najprej on njega zaslišuje in pač verjameš, da on verjame, da je Birsa morilc. Potem pa če ugotoviš, da je on edini tudi ki ne verjame, da je umor, pa samomor in da pač on skuša vseeno tako, kot Birsa pač ne popusti in da sta si ful podobna. In se mi zdi to tako, na koncu pač ta nek njun bond, pač da se res povežeta, je točno v tem, da ugotovita, midva edina ne nasedeva tej pač pravljici. To mi je ratalo. Pa še pa mi pa bil Ahlin, tako drugače kot karakter, so ga dost ujeli. Ker niste brali knjige za to. Ker sem prebral. Ker v knjigi imamo še dosto v njegovem ozadju, tako pač, da je posvojen, pa tako je, pa da je bil v rejniški družini ali nekaj takega. Ja, posvojen pa ni čudno, da je tako, kaj je. Pa šah je skozi krov. To pa zdaj vse pojavlja. Ne, tako to sem včeraj, ker sem listala na hiter, sem videla, da je dosti teh poglavij, ki grejo nazaj v njegovo življenje. Sam tega pač tako ne moreš prikazati. Tako, mislim, da je dober skali Kavaci, ja. Meni se zdi, da tako še Kavaca pa malo vzbrsti ob njemu. Ja. Nisem se spomnil. Zaživi. Meni glih tu ta njun odnos mi dobro pride skozi. Kljub Ahlinovi, kako ne rečem, zato, da je pač malo dik na cajte, je vseeno profi, čist profi, pa ni povspetniški kar za brez veze, ampak pač skuša res skužiti, kva je fora. Medtem ko pač Kavaca napram njemu pa res izpade bolj... dik. No. Ja, šerif. Ja, tako, Ker meni res gre Birsa, še bolj mi je šel pač v Leninem parku na Etra, ker pač ona, šef reče, da Tina vodi primer, pa tudi ona ful je premalo tega pač njunega nekega odnosa, ker on kar prevzame ene stvari, on pride noter, se kar pogovarja v intervju, on kar vdre unemu v bolnico noter, pa tako in se sam tako,
pa tako policija ne dela tega. Ja. Jaz bi mu dal šamar, no, tako pač obnaši se, pač jaz sem šefica tvoja, pač delo boš tako, kot bom jaz rekla. In se mi zdi, da tu noter se mi zdi, da vseeno meni Jahlin še na koncu bolj simpatičen izpade, Birsa. Ja, edino pač pokaže se, da ne zna oziroma noče vzpostaviti stika s sodelavci pristnega. Ne, to pa ne zna hangati. Dobro, hangat. Ja. Ne, Res, to je res. Ja, ker oni še hodijo na pijačo, ko je pač on privat, medtem ko pač Jahlin je pa pač še unga forenzika, ki ga tako grdo reža. Goloba. Ja, Goloba, to pa res ni lepo od njega. Ampak golob ima veliko plačo, tako da ni panike. Mislim, da smo pravzaprav vsem povedali vse, kar smo hoteli. Za tiste, ki pač niste gledali, poglejte, zdaj, če je stvar še na voljo, si poiščite in preberite knjige. No, tudi in pa seveda ena informacija, ki morda ne bo za manj, kmalu naj bi dočakali novo, kako sem si že napisal, Koma je naslov. Tako. Iz virusa v komo. Tako. To je bolnišnična izkušnja. Ja, nasploh ima kar rad, razen pač Dolina Rož, ki sta dve besedi, ima rad enobesedne naslove, to meni kar všeč. Ne, škoda, ker je zelo park, sta tudi dve besedi. Ja, pa Leno Park je tudi, jaz sem zdaj že razmišljal o virusu. Se pravi, jezero, virus, pa Koma. Naslednja bo pa Vzajemna. Življenje. Seveda, še preden gremo, kaj gledamo, beremo, špilamo, ima Mito Star Trek kotiček, ki se vrača jubilejno nazaj. Jubilejno. Ura! Evo, Aljoša, boš ti kaj povedal o tem delu, ker si ga že pogledal? Ja, seveda sem ga pogledal, ampak ti si ga napisal. Jaz sem ga napisal. Ja, meni je v bistvu ta del Necessary Evil od Deep Space Nine, druga sezona, 8. del, je skoraj da, mislim, ogromno podobnosti ima z Dolino Rož. Gre se za preskakovanje med dvema časovnima obdobjema, Odo kot detektiv, ki najde Quarka najame ženska, da more na Deep Space Nine iz neke stene zbrskati nek dokument. Tako je, in pol Quarka doleti poskus umora, uboja, no, ali whatever. Pa Odo poskuša vse skupaj raziskati in ga vse skupaj spomni na neko staro zadevo, ko je bil še Gul Dukat, oziroma ko so še Kardashian imeli Deep Space DS9 preko je. Ne lovim se še na nekaj, ne rečem DS9 ali Deep Space Nine. Ful je cool, pa klasičen noir je, tako po fotografiji kot po pristopu, še celo, včeraj sem ga pogledal ponovno, ta klasičen Columbo moment ima noter, ko se na vratih obrne, samo ena stvar še. Femme fatale, ko imaš noter, na koncu pa tudi ta razkritje, ne, kdo je pa dejansko bil morilec, je pa čist Star Trek, pa čist Deep Space Nine, ki je nerazrešena moralka, kako si v bistvu zdaj sploh gledati v oči z nekom, s katerim delaš in tako naprej. Tako da, ja, cool. Ja, zelo fina epizoda, se strinjam, Mito, super si to zbral, tako kot vedno. In zdaj smo, rubrika, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, ker ima Urška seveda prednost, da pove, kaj lepega bere in gleda, ker vemo, da veliko gleda. Ja, boje, v bistvu. Oboje, no, ja. Lani je prebrala 160 knjig. 100 kar? Ja. Sem pogledal včeraj. Še jaz nisem vedela, koliko sem videla. Ja. Na tega še nisem gledala drugače. Kva? Ne, res ne. Ne. Res, 100 kar? Ne. Boš, enkrat boš. Ja, Skratka, kaj si lepega prebrala, mogoče ne prej? Trenutno berem Anne Rice intervju z vampirjem. Okay, to je iz leta 1994. Ne, imamo v bistvu bralni klub, mi beremo. Aha, okay. To ima ena od Bookstagrammerk. Pa tam debatiramo, tako da je fajn. Pa moram mi tak še film pogledati, ker to tudi nisem. Ja, pa serija zdaj pride, ne? No, evo, zdaj se boljš. Prebrala sem pa Ireno Štavdohar, Kaj hoče ženska. To so pač eseji o različnih ženskah iz preteklosti, 1, 2 ali 3 so še žive, tako zanimivo. Pa Paula Hawkins, Ogenj, ki že dolgo tli. Mislim, da je to 3., 4. njen kriminalni roman, ki je tako bolj meh. In pa Elif Šafak, Kako ostati priseben v dobi delitev, to je pa pač tak bolj esejsko malo na to, kako pisanje pa korona, pa vse tako. Ja, to je zdaj čist nova stvar. Ja, čist sveže. Pa v bistvu v zadnjem času gledam ful dosti serij, ker
ker se mi ne da gledati filmov. Se ne, da pa pogledam 3 epizode serije, pa listo. Ne, tako da. Pogledal sem One of Us is Lying, to je tudi po knjigi in je super, zato ker so šli čist detaljno, tako da lahko pogledate tudi malo žanrsko. Ja, to je najsliško kriminalka, ne? Ja, tako fajn, dogaja se na srednji šoli, 4 srednješolce obtožijo, pač, da so nekoga umorili, pa ne vam bom povedal, da je bil kriv, ker ima twist. Ja. Pa gledam The Sinner, zdaj ta zadnjo epizodo. Sem jo pogledala, ker sem že dokončala ta zadnjo epizodo. To je tako fajn. To sem zaradi vas začela gledati. No, super. Jaz še 4 nisem še prišel tako, ampak vem, da je. Pa The Book of Boba Fett. Okay. To sem že celo pogledala. To je ta guilty pleasure. Ja, to vsi moramo imeti. Ja. V bistvu Star Wars se spremljam že od otroštva, ker smo bili doma v družini veliki fani, tako da pač je fajn. V bistvu imamo še vse na CD-jih, vse na DVD-jih, tako na printane. Aha, ja. Ne kupljene, ampak na printane, imajo še gor nalepke. Ja, to je še en slovenski noir. Absolutno. Pa The Falcon and the Winter Soldier serijo. To je tako, zabavno, fajn, res. Pogledal sem končno Teneta, ne vem, zakaj se tako dolgo odlašala, tako da... In ti je bil všeč, očitno? Ja, v redu, mislim, zabavno. Mal, kako se ti že reče temu, da se te možgani stopijo vmes. Ja, zlomijo. V bistvu je možganska zmrznitev, kaj že tiskajo? Brain freeze. Možgano zlom je. Možgano zlom. Hudo. Pogledal sem ta film House of Gucci, to je bilo tako, ne, res ni dober, ni dober. Vleče se, pa ne. Kako je 3. sezona Snowpiercerja, ki jo imaš napisano? To je tako, ne vem, sem že prej, ker to meni tako živčno dela, ker ne moram gledati, ker se skozi enega drugega spodbijajo in tako, že skupaj se dolujete in pač ne moram več. Jaz tudi ne vem več, kam isto spremljam 3. sezono, zdaj finale, mislim, da čez par dni. Koliko imam še? Upam, da uhmahom. Ja, jaz tudi ne vem, kaj tako je. Pa bojo uno najdela in ne bojo najdel. Jaz mislim, da una, čau. Sam po mojem ni veš. Ne, ker nič ni v njej, tako jaz mislim, da je živa. Se tam se enkrat pojavi neki kot prikazan. A misliš? Ja. Ona. Mislim, jaz sem pogledal sem drugo, še nisem gledal, še 3, ampak mislim, da je ona preživi. Jaz sem prvo pogledal, ampak ona je zdihar. Zdihar, ja. Ti najbolj veš, Igor. Pa This is Legends of Tomorrow gledam sproti. To je tako pač res zabavno. Ful ima je dosta teh referenc na popkulturo pa vse tega. Zdaj sem začela Legacy gledati, ker pogrešam vampirje, tako da pogledala sem že vse unete stare Vampire Diaries, pa to. Jaz sem to vse pogledala. Pa igram The Witcherja 3 na PS4. Ja, res je fajn, kako ste kdo je povedal, da je to fajn. Sneti je povedal to, jaz še ga nisem igral, pa Mirt je ful fan. No in je pohvalil to, kako lahko ti izbiraš karakterja, pa v hitre odločitve, to je res ful. To še me čaka. To pa sem nekako spregledal, da tudi igraš, ampak ok. Ja, tudi PlayStation je tako v družini, mislim, igrce na splošno, mi smo imeli vedno vsak svoj računalnik doma, ker je pač oči jim dela v računalniški firmi in pač tako smo imeli vsi svoje laptope, pa smo včasih igrali med sabo v nestreljači, vsak v svoji sobi. To pa je družinska zabava, na katero kdo bo danes posodil, čakaj malo, da se to je res fajn. Urška, no, skratka, bomo kar nekaj tega objavili, pač kar lahko se pripravi, da bo imel kar dost cajta, da pogleda, pa prebere kaj. Igor, kaj si ti lepega pogledal, prebral? Dajmo to ekspresno. Beforeigners, ena meni najljubših skandinavskih serij, je imela 2. sezono, čist proti pričakovanjem, torej svet je, ljudje iz preteklosti nenadoma padajo v sedanjost. Ful je to komentar na begunce, hkrati je zelo kul, ker imaš vikinge, pa prav ljudi v sedanjosti. To se sliši zelo kul. Mislim, res je kul serija. V 2. sezoni pa so zraven še vrgli to, da razrešujejo primer Jacka Rasparača in te jih zelo kul odpeljajo celo zadevo, zelo v redu. Predvsem mi je bil genijalen twist, da je eden tip, ki je prišel, en viking, ki je prišel nazaj, je dejansko kralj bil norveški in je prednik kralja aktualnega in proba zahteva, da pač bi on zdaj bil še kar kralj. Ne?
na kar mu pač rečejo, ne, odjebi. Ne? Ja. In pol organizira vlom v grobnico od svojega pokojnega sina, ki je pač umrl 500 let nazaj, ne? In naredijo pol, ki so že dobijo kosti, naredijo DNA analizo in on actually postane kralj. Lahko. Mislim, prav tako je res hudo. No? Okay. Texas Chainsaw Massacre, bullshit. Resno, ne delati tega, če ne veš, kaj delaš. Okay. Grozno. Prvi sneg, krasen film v Kinodvoru, tudi online, ful vredu, begunska familija čaka na azil, iranska na Finskem, ful pozitiven film, krasen, poglejte, res, mislim, boljši ljudje boste, če to pogledate. Licorice Pizza, meni je bil všeč, enim ljudem ni, malo je nefokusiran pa zblojen, ampak je o ljudeh, ki so nefokusirani in zblojeni in mislim, lušno. Romanca. Sem pa pol naredil eno napako in tale glavna igralka Alana Haim in njena familija, ki igrajo, ona ima band, ki se jim reče Haim, z svojimi sestrami. Ja, in sem to probal poslušati. Joj. To je super, mislim, ker meni je super band, ampak pustimo to. Ja. Okay. Kaj pa Taylor Swift tudi poslušaš? Dalje? Kaj si še pogledal? Ja, Uncharted, v redu, ja, cool. Prebral sem par super knjig, Mariana Enriquez, The Dangers of Smoking in Bed, prebral sem angliški prevod, ful priporočam vsakemu, ki ima rad, da ga malo nekaj vržestira, to je tak horor, kratke zgodbe, resno, če kdo, ki se ukvarja z založništvom, to posluša, dajte prevesti. Slovenščino. Noben ne posluša tako, ampak dajmo, ja. Ker je res dobro, no. Ted Chiang Exaltation, sem prišel do ene ugotovitve glede Chianga, on je drugače naredil pred kratko zgodbo, ki je osnova za Arrival. In zdaj, ko sem prebral pač vse njegove kratke zgodbe, menim, da je on en tak sodoben Franz Kafka, samo da je pozitivc. Okay. Imaš te bizarne elemente, ampak pol se relativno razrešijo, ali pa tudi ne, ampak ni nek suffer. Všeč mi je. Prebral sem Plečnik in Pika strip, super, ful priporočam, ful se naučiš o Plečniku, ful je pol zanimivo po Ljubljani hoditi. Prebral sem Catwoman, Soul Stealer, fun, young adult, Catwoman, storija, še par drugih ljudi not. In plata Hooray for the Riff Raff, Life on Earth, ki je glih kar izšla, mi je zaenkrat najboljša plata zadnjih par let. In je tak folksy, kar je meni všeč za razliko od Haim. Mito, ti si? Jaz gledam sicer sproti za full zadevo, ampak omenil bom pa samo kar špilam. Bom naslednjič v drugi epizodi tisto, če se že kaj zaključ. Uncharted, Drake's Fortune, PS3. Ker sem hotel zaključiti špil pred filmom, preden ga pogledam, in pač špil je ok, ampak mi je tak če si dal Tomb Raider skozi pa Indiana Jones filme pogledal, pa še tisti špil njegov je tako takšen konglomerat, ki je vse ful predvidljivo, ampak je pa lep kratkočasje, no? Ni pa zdaj, ne vem, mind-blowing, ker preigral sem pa naprimer Last of Us, ki je pa nekaj najboljšega ever v videoigrah, to pa je nekaj res wow. Tako da ja, to. Ok. Je še čisto hiter, bi sam vas povabil k gledanju Peacemakerja. Jaz mislim, da to je ena najboljših superjunaških serij zadnjih nekih let. Res je dober, John Cena je fenomenalen noter in tako, razen konec, mene je ful razočaral zadnje 2 epizodi, ker sta ponovitev Suicide Squada v resnici od James Gunna, ker se očitno ni mogel spomniti nič boljšega še za serijo. Pogledal sem The Kingsman in Death on the Nile, ki sta čisto v redu filma. Kingsman je najslabši od trilogije, niti ni važno, da ga blazno gledate. Smrt na Nilu je pa v bistvu boljš od ta stare verzije, ki je meni čisto v redu. Pa pogledal sem vse Batmane, ampak o tem bomo mogoče takrat, ko bomo delali Batmana. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 116. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mail Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Urška, Taras, Njoke, Bračko
Igor, sam ni tako vredo ratalo. Potem imamo seveda Mito, če boš ti mene popraskal, bom jaz tebe popraskal. Gegič in Aljoša, boža neznanke pred Merkatorjem, Harlamo. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad pri bežališču vseh ljubljanskih filmofilov, zlasti žanroljubcev, in če ste eno ali drugo vabljeni v kino na kakšno filmsko predstavo in kdo ve, morda pa vam v temi kinodvorane 3 bebci v prednjih vrstah ne dajo v miru gledati filma, ker se skozi režijo, duhovičijo in se pašejo s kokicami, skratka, pridite nas pozdraviti. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatu z odličnim izborom podcastov za vsakega in če tole poslušate slovenski kriminalci, pazite se, zdaj je jasno, da imamo tudi v Sloveniji inšpektorja, ki vas lahko zašije. Še več, zaradi priljubljenosti kriminalk imamo ob amaterskih epidemiologih in po novem še ekspertih za mednarodno politiko, tudi ogromno ljubiteljskih detektivov. Zato previdno pri vsakovrstnih zločinih, da vam ne bo soseda Jožica raztrgala vašega Libija in s forenzično preiskavo vtisov pod platov dokazala, da ste vendarle vi potacali Lojzetu Gredico. Vsekakor pa ne pozabite, največji zločin je, če ne poslušate podcasta Obod. Podcast Obod, po najnovejši raziskavi Mediane, najbolj poslušan podcast med švercerji tartufov. Ne, Parcifala. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku in Instagramu podcast s K-jem, Obod brez pikic, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave na družabna omrežja Delimo rajce, Reprikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije ulic v Sloveniji, ki izgledajo, kot da so nalašč za prizorišče zločina, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 116. epizoda, naslednjič se znova poslušamo že naslednji teden in sicer 8. marca, ko naj bi, kako feministično, govorili o seriji The Book of Boba Fett. Trudimo se namreč še malo pospraviti po našem seznamu, saj bomo že 15. marca znova epizodili, tema bo kaj nekaj drugega kot novi Šišmiš mož. Od četrtka v slovenskih kinematografih in v vaših srcih. Do takrat pa se vsekako čuvajte in ostanite zdravi, ostanite na varnem, draga bodovke in bodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste. Če lahko pomagate in bi želeli pomagati, pa vam v zapiskih ponujemo tudi povezavo do informacij, kako pomagati civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, ostanite ljudje in ljudine. Zdrastvuj. Sorry.